Legenda o nastanku cerkve Svete Ane. Sveta Ana je velika svetnica. Na Mali gori nad Ribnico stoji samotna in tiha cerkvica njej na čast. In stari ljudje pripovedujejo, kako je cerkvica nastala. Bila je silna vročina in sonce je pripekalo, študenčki so usahnili. Tedaj pa se je pojavila Sveta Ana in šla počasi proti Mali gori. Pot je bila strma in gosto porasla. Velike in težke skale so se dvigovale proti nebu in izžarevale silno vročino. Sveta Ana pa je šla kar naprej, ampak bila je bosa in ostro kamenje jo je zbadalo. Oprijemala se je dreves in skal, da ni zdrčala nazaj in padla v prepade in jame. Ko je prišla sredi poti in se je že videl vrh, je Sveta Ana radostno zaklicala: "Tam gori bi rada cerkvico!" Stopila je na skalo, se je oprijela z roko in se vzpenjala više in više. In ugrezila se je noga v skalo, kakor tudi palec od roke. In ta skala se vidi še danes, ampak je odtis noge že odlomljen, vidi se samo še palec od roke. In to skalo poljubljajo romarji, ko romajo k Sveti Ani. Prispela je počasi na vrh. Tam pa je bival kmet, ki se je naselil sem gori vsled bojazni pred Turki. Sveta Ana je hotela piti kapnico, ki jo je imel kmet še samo malo. Ko je izpila požirek vode, je izrazila željo, naj bi tu sezidali njej na čast cerkvico. Takoj na to je začel padati rahel dež. Namočil je suho zemljo in napolnil prazno kmetovo kapnico z vodo. Tako. In res so sezidali cerkvico njej na čast. Pa tudi pred krvoločnimi turškimi napadi je bilo tam varno zavetišče. Čudno je namreč to, da ni nobene poti, ki bi držala k tej cerkvici. Skrita je med smreke in druga drevesa, obdana od sivih in visokih skal. Le strma in skrita stezica vodi k njej. Vsako leto dvakrat priromajo romarji k naši stari mami, Sveti Ani. Okolica Svete Ane je polna kraških jam in prepadov, ki se včasih prav malo vidijo. Zato je nevarno hoditi tam okoli. In bajka pripoveduje, da so v teh jamah čisto mali otroci, ki jih ima Sveta Ana v varstvu in jih nosi v dolino. In ko smo bili majhni, so nam rekli, da nas je prinesla Sveta Ana.